Pozdravljeni. Pri Pirelliju so pripravili nove pnevmatike za mokro progo. Poglejmo si skupaj, kaj se bo spremenilo v prihajajočih dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Pri FII so uradno potrdili, da od velike nagrade Emilia Romagna na progi v Imoli bodo v boksih Formule 1 začeli uporabljati novo tipologijo pnevmatik za mokro progo. Ta tipologija ne bo več potrebovala grelnih električnih blazin. In to pomeni, da se približujemo tistemu, kar želijo vpeljati za sezono 2024. Torej praktično to, da teh grelnih blazin v svetu Formule 1 enostavno ne bo več. A kaj pomeni za pnevmatike za mokro progo, da grelnih blazin enostavno ne bo več? Ne samo to, da bodo ekipe prihranile pri električni energiji, ampak čisto drugačno uporabo in drugačne lastnosti samih pnevmatik. Tu se moramo vrniti na začetek naše zgodbe. Pnevmatike, da nudijo določen oprijem, morajo biti v nekem specifičnem temperaturnem okvirju. Če pogledamo to staro grafiko, glede mešanic, ki so bile v uporabi pred leti, bomo videli, da za suho progo se ta giblje med naprimer 100 in 120 stopinjami Celzija. Pri pnevmatikah za mokro progo je ta temperatura v bistvu nižja, ampak še zmeraj višja od tiste, ki je naprimer na samem asfaltu. Ne smemo pozabiti, da ukolikor dežuje, tudi sama voda pripomore k temu, da se pnevmatika kot taka bolje hladi. Zato nam je tudi jasno, da pnevmatike za vlažno in predvsem za mokro progo so bistveno mehkejše od onih, ki so na razpolago za suho progo. Namreč mehkejša kot je mešanica pnevmatike, na nižji delovni temperaturi funkcionira. A sedaj so pri Pirelliju napravili pnevmatiko za mokro progo, ki ne potrebuje predhodnega ogrevanja. In to nam da nekako slutiti, da je še v bistvu mehkejša od one, ki smo jo bili navajeni pred tem. In to bi lahko pomenilo, da v tem trenutku s to novo tipologijo pnevmatik bodo bolidi lahko na progi tudi v tistih vremenskih pogojih, kjer so do sedaj aktivnosti dobesedno prekinili. Namreč, ukolikor bo pnevmatika delovala na nižjih temperaturah, ne bo nobenih zadržkov, kajti bolidi bodo imeli oprijem. Glavna težava seveda ni bila toliko pomanjkanje vidljivosti na določenih progah, temveč dejstvo, da naprimer pri zaviranju pnevmatike dobesedno niso imele oprijema in pri pospeševanju prav tako. Zato mnogokrat tudi mi navdušenci smo sedeli pred ekrani, čakali, da se bo kaj začelo dogajati in se spraševali, zakaj v preteklosti pri večjem nalivu so dobesedno bolidi bili na progi. Gre za specifikacijo pnevmatik, ki so pač odraz določenih želj ekip. A sedaj je prišlo do te spremembe, ki bi lahko vpeljala pozitivne učinke. Torej tudi to, da bomo lahko spremljali dirke ob močnejših nalivih. Ampak to, da bodo pnevmatike za mokro progo mehkejše, ima po svoje tudi negativen učinek, vsaj za nekatere. Mehkejša kot je pnevmatika, na nižji temperaturi deluje in ko se proga ohladi, se ta pnevmatika začne prej pregrevati. In dobro nam je znano, pnevmatika, ko se začne pregrevati,
se pojavijo tisti nezaželeni efekti, kot je zrnjenje, mehurjenje in še bi lahko našteval. Zato bomo lahko ponovno videli, da bodo vozniki v tistih vmesnih fazah začeli iskati kakšne vlažne zaplate oziroma luže, da bi pnevmatike ohladili, ali pa bomo videli bistveno več menjav. Posebej v tistih pogojih, ko ne bo prav jasno, ali gre za pnevmatiko za mokro progo ali pnevmatiko za vlažno progo, bomo lahko videli, da se bo marsikdo tudi zmotil. In tu velja poudariti, da v vseh dokumentih ne piše, da bo prišlo do sprememb tudi pri pnevmatikah za vlažno progo ali v angleščini intermediate. In če se spomnimo malce za nazaj, ne moremo mimo dejstva, da v sezoni 2020 je Lewis Hamilton postal svetovni prvak na veliki nagradi Turčije, ko je ogromno število kilometrov prevozil na pnevmatikah za vlažno progo. Dobro se spomnimo, v kakšnem stanju so bile. In v bistvu danes z pnevmatikami za mokro progo kaj takega si verjetno ne bo več mogel privoščiti. In tudi v prihodnosti, ko bodo vse pnevmatike nekako šle po tej poti, bo zgodba enaka. Torej, za nas navdušence verjetno dobrodošla sprememba. Več postankov v boksih, več možnosti za napake in manj predvidljive dirke. Verjetno za one, ki so zaposleni pri ekipah Formule 1, pa kakšen glavobol več. A za razliko od nas, ki ta šport spremljamo iz strasti, so oni za to plačani in kakšen glavobol več, zaradi tega mislim, da ne bo težava. A kar se tiče te nove tipologije pnevmatik, ki jo bomo videli od velike nagrade Emilia Romagna naprej, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.